Zanita sva pred par uram zapustila Ibico in plujeva proti Gibraltarju. Dohitela sva celo Bonaco, tako da moramo zdaj nekaj časa na motor. Zato, ko se mi ne da pa res čist v nuli stati sred morja. Bo pa jutri zvečer začel pihati v najno smer veter. Upam, da bo tudi že kaj prej, no, da bo vsaj malo jadrala. Malo smo že utrujem. Evo, tam na ven skače. Vidite, tam smo ujeli. Upam, da je kakšna tunca. Da danes vemo, kaj bomo jedli. Udala se je. Zelo sem žalostna. Najno kosilo je šlo v nič. Peter, kako boš to pojasnil? Ne, v jadranju sva doživela. Ilegalce sva po noči srečala. Ok, zaključena zgodba, pustimo. Pa smo danes videla delfine. Ne dvakrat zadaj, enkrat tudi spredaj pred špico. Tam sem bil malo prepozen, da bi jih nekaj prav posnel. Potem pa še vrhunec, da sem pa ribo ujel, po moje tuno. Ampak se mi na koncu snela, tako da sva brez kosila ostala. Zdaj pa lovim naprej in sem čisto odpadel in hočem ribo jeti. Da ne bo hreno kaj jedla, ampak raje ribo, ne. Anita je pa v glavno v kabini spala, tako da se je zdaj ful naspala. To pa ni res. V glavno tle greva po eni taki plovni poti, kjer je veliko ladij, tako da morajo kar paziti. Skozi neki tankerji gor, dol, potniške ladje, ribiči. Tako da še dobro greva ta del, ko je dan, ki je veliko lažje. Čeprav skozi uporabljava ice, ker se lepo vidi, kam kdo pluje. Njihove poti pa vse, tako da ni težav. Sva šla pa skoraj celo noč na motor, ker je bilo 0 vetra. In nama kaj dosti ni preostalo, pa glede na to, da se nama malo mudi proti Kanarskim otokom. Nisva nekaj vrčevala z nafto, tako da zdaj že pač gledava, kje se bova v naslednjem, mogoče danes, jutri, pojutrišnjem ustavila, ker mora še nabaviti kaj strmovine, ker je Anita rekla, da imava dovolj hrane, ampak sva ugotovila, da imava celo za 2-3 dni, ne. Tako da bova mogla še kaj dokupiti. To se tiče kakšnega mesa, pa kaj tazga, no, sej ostalo bo. Pa da natankava, potem pa moram zračunati, kdaj točno je fajn iti čez Gibraltar, da bodo tokovi pravilni, veter kakšen bo in tako naprej. Pa ko bova na Atlantiku, pa itak nimava kaj dosti zbirati, ampak samo upava, da bo dosti lepo vreme, ugoden veter, pa da hitro priplujeva na Kanarske otoke. Končno je veter začel pihati, tako da zdaj lepo napredujeva. Iz 2-3 vozlov v zadnjih 24 urah ali pa še več so končno začela hitro jadrati. Gre tam od 6 do 8 vozlov. Zdaj se bova tle sicer ustavila, ampak sem na hitro. Je nekaj trgovino na hitro, pa malo bova goriva dotočila. Potem pa napredujeva naprej hitro proti Gibraltarju, ker tale veter naj bi vztrajal še kakšen dan pa pol, malo pa tudi še kar nekaj za prejadrati. Pa se bo pa itak v Gibraltarju veter še obrnil,
Tako da jaz se ne bom zadrževal tukaj, ki je po kopnem, ampak bom raj čim prej hotel priti čez Gibraltar, da potem napredujejo jadrajo naprej proti Kanarskim otokom. Medo so prišla tle do enega mesta, kjer naj bi tankala. Sicer oddaleč ful lepo mesto zgleda. Piha čez 20 vozlov, tako da to je super. Se hotela sem tle na hitro natankati, ampak se je zakompliciralo, ker so naj odgnali, da so ti ribiči najprej na vrsti in zdaj morajo kao 1 uro čakati. Upam, da je 1 uro, ne, da ne bomo zdaj cel dan tukaj čakala. Glede pa na to, da pa nimamo nafte, pa niti ne bi zdaj, itak sem zgubil 1-2. Se pravi, z uplutjem, vezanjem in tako naprej, da zdaj spet gremo v neko drugo luko, kjer bo mogoče enako. Anita je šla zdaj sicer v trgovino sama, zdaj, ker sem se tle vezal, ker se rekel, da se ne smem. Ampak on je rekel, naj grem ven iz luke, ven tam na sidro, ne. Ampak zunaj so valovi kar precejšnji in piha fajn. Tako da sem se vseeno tle vezal. Zato sem ostal tle na jadrnici, malo sem se pobril, pa v redu ta čas. Drugač pa tamle črpalka, ki je zdaj tista ribiška. In zdaj čakam, kdaj bom na vrsti, da natočiva to nafto in da je potem mir za nekaj časa. Vsaj upam. Gre se mi pa za to, da gre ful hitro naprej, ker je ugoden veter, ker potem jutri popoldne bo spet začelo pojenjati, saj po napovedi in je pol spet klinc. Ne bova nikamor prišla. Malo pa kar še daleč, ne, do Kanarskih je še kar nekaj. Malo pa v bistvu rada bi prišla do 28. Oktobra tja, 30. ima pa itak Anita tudi avion za domov. Zato se nimava kje ubirati, čeprav ona bi, verjamem, da hodila tle po mestih, ampak je sam mava za preplut sigurno več kot 1000 milj, se pravi v 2 tednih skoraj. Kar tudi ni malo, glede na to, da se je že na Ibici sva bila nekaj časa dlje. Tako da moj plan je, da čim prej odjadrava proti Gibraltarju, potem pa sva raj tam kakšen dan, pa si kaj ogledava, pa rava pa ne 5-6 dni še do Kanarskih otokov. Tam me pa pričakujejo 3 z Natalijo vred, ki bom iz prvega otoka peljal na drugega, na katerem imajo potem avion vsi 3 za domov. Oni drugače pa na Kanarske pridejo že 24. Danes smo pa 19. Tako da vse je na knap, vse je hitro, zato še tole odjadram, potem pa upam, da bo manj stresno, pa bolj počas se odvijalo vse skupaj. Upam, da ste sami ugotovili, kaj me čaka za zajtrk. Čakam, da pride Anita nazaj, še kava za kuhan. Jaz sem ta čas pa kar jedel, da si bo pa ona naredila in mi spotankal. Saj upam, da bo tako. Tam nič ne kaže, da se kaj premika. Bomo videli, koliko pri teh Špancih pomeni 1 ura. Zdaj se pa situacija čisto obrnila, malo pa vetra dovolj. Zdaj so že kar veliki valovi, ampak na srečo gre vse to v najno smer. Zaenkrat kar na polno, vse odprto. Piha pa tam 20 vozlov. Danes Peter ful uživa, ker so valovi in veter. Tako da gremo z vetrom in s Petrom. Evo, tu so valovi ob španski obali.
sonce se bo počasi dvignilo, tukaj malo kasneje, ne. Tako da pri vas imate že sonce, mi ga bomo pa še imeli, ga bomo imeli pa malo dlje. Zreva pa tlele plačati, upam, da je to tlele, ta svetilnik. Drugače tako mesto, mehno, okoli so pa te plantaže razne na kilometer in kilometer, ne vem, kaj se gojijo noter, ampak ful je tega. Evo, zjutraj sva izplula, no, čez zjutraj, sred dopoldneva, ker prej Španci ne delajo, pa še samo za plačati marino sva porabila pol ure. V bistvu sem za plačilo, kaj šele, da mogla kaj delati, tako da. Jaz sem se pa po dveh, v bistvu po 4 urah vrnila v isto marino. Šla so 10 mil daleč, ker sem opazil, da imam pod motorjem polno olja. Kakor sem zdaj ugotovil, pušča verjetno O-ring ali pa kaj takega na osovini tam odzadaj pri menjalniku. To pomeni, da je treba zdaj ga zamenjati, ne? Zdaj kako, kje, kdaj, to je zdaj druga zadeva. Ne morem pa pluti tako naprej. Zato so se raje vrnila. Gremo zdaj na recepcijo, da vidimo, imajo ene 3 mehanike, tukaj sem se noben ne javi. Več marina je ful velika, tako da se mi je zdelo najbolj primerno, da se vrnemo, dokaj so še blizu, pa sem to ugotovil. Je bilo pa že včeraj nekaj olje od spodaj, ampak sem počistil. Sem rekel, okej, zdaj valovi gor, dol, pa kje se kaj steče, pa tako naprej. No, danes pa še spet pogledam. Je bilo pa spet polno olja, tako da sem vmes pol v menjalnik kar dolil olje. Tako da v bistvu zdaj ni še nič narobe, ne. Sem pač kar puščal olje. Tako da upam, da bomo ugodno tole rešili. Zdaj se bo pa malo odhod čez Gibraltar pa na Kanarske zamaknil. Ne vem, kako bomo zdaj to rešili s temi avioni pa to. Ker imamo pa še do Gibraltarja, ne vem, 140-130 mil, kar je še kar nekaj. Je pa fajn, da sem zdaj vsaj po drugi strani zdaj ugotovil, dokler je še dovolj zgodaj, da bi mi to sred Atlantika, čeprav sred Atlantika tudi ne bilo tako hudo, no, ker ne bi motorja uporabljal, ampak vseeno lažje tlele v Španiji to popraviti, ko pa nekje na Karibih po moje. Ja, pestro, začelo se je potovanje okoli sveta, mogoče končalo. Glavno je kar naporno pa stresno tole, ni tako lahko, kot bi kdo mislil. Izgledajo lepe slikce, plaž pa vsega, ampak še zdaleč tako. Sej, dokler ne greš, ne veš, kako je. Zdaj vem. Ja, so bila na recepciji, po celem dnevu so celo mehanika dobili, ker naj bi prišel ob 7 zvečer, ampak sem pogledat. Tako da bo pač počakala do 7 zvečer. Tako bomo mogli eno noč zdaj tle prespati, to je itak še najmanj. Vprašaj, če mislim, da treba jadrnico ven vzeti, sem rekel, da ne, itak da zato ni treba, ne. Ampak da imajo ful dela ti mehaniki, tako da ne vem zdaj, kaj to pomeni. Ampak jaz v bistvu ne morem nadaljevati, dokler se to ne zrihta, ne, tako da nimam najboljšega občutka. Niti ne vem, kaj zdaj to zame velja, ne. Jaz ne morem zdaj biti en mesec tle pa čakati, da bom na vrsto prišel, pa itak koliko mi bo to stalo, pa tako naprej. Sicer, kakor jaz vem, ni tak problem, kot treba pač to tesnilo zamenjati, ne, ampak ne vem zdaj glih, z tega še nisem glih na tem motorju še počel. Problem je, ker zraven ne prideš, ne. Saj, če bi jaz lahko motor ven vzel, pa bi ga imel na mizi, ta O-ring zamenjati je najmanjši problem, ne. Tako da res ne vem, kaj naj si mislim. Bom pa čakala zdaj do 7, če bo res ob 7 prišel. Tle so pa res na tranquilo. To pa še, ne vem, to Črni gori po moje niso tako na easy, ko so tlele. Zdaj ne vem, za drugi konec sezon ali kaj. Vprašala sva za Wi-Fi, ne, ki ga imajo. Ja, je začel, no, si sem za glavo začel držati, ne, počasi, ne delam nič škoda, predrago, sem ne Wi-Fi-ja dati, pa da je posebej zaplačati. Tako da je rekel, da naj greva v nek bar, ne, kar bova tudi naredila, ne, da ne bomo zdaj mobilnih trošila.
da mogoče vsaj kakšen vlog lahko ta čas naložim danes gor, pa še kakšnega mogoče naredim, ker nisem uspel do zdaj še nič kaj dosti se s tem ukvarjati. Zato bodo tudi vlogi primerni tej situaciji skozi vse, ker zato je kar veliko časa, ne vem, če ste kdaj kakšen vlog sestavljali, ampak res je veliko dela. Pa tudi nisem nek strokovnjak na tem področju, zato kakršni so, še zmeraj boljš kot nič. Jaz sem še en krog malo pogledati. Imajo kar nekaj plovil tlele. Dobro, da imam jaz skiro, da lahko hitro, tako da malo pogledam, kako izgleda. Sreče je samo, da je dokaj poceni privesla, nekaj po 20 evrov na noč. Saj to, da nekaj 50 na dan. Pa da vidimo, kaj bo naprej zvečer. Tega sploh ne zmanjka. To je noter enih teh kako bi rekel, zaliv, vse polno privezal. Očitno globina posod dovolj velika, ker so jadrnice noter. Res je veliko. Tako da upam, da mi tle uspe zrihtati ta moj motor. Dobro sem štartal. Še iz Sredozemlja nisem ven prišel. Imajo pa kar nekaj jadrnic, tle vse s centralnim kokpitom. To imajo en pomol samih katamaranov. Tako da je kar vsega. Raznih teh zastav. Je zanimivo. Če bom mogel tle ostati nekaj časa, imel tudi več časa za ta plovila pogledati, najbolj da kar preložim na kakšno malo boljšo. Če je tako, neko lepo mesto, samo je bolj kot ne pusto, se vidi konec sezone. Drugačno, tle so zdaj pa suhi vezi ali kakorkoli. Tle noter za to ograjo je tega kar veliko. Kakšen dan bi mi pasalo tle biti, več pa nekaj samo okolico pa nisem glih nekaj navdušen, ker je preveč pusto. Mogoče tudi zato, ker zdaj v bistvu ni ljudi, pa je vse bolj kot ne prazno. Vse je na easy. Še vedno čakam serviserja, tako da jaz se pa malo šel na sprehod. Pa Nita še nekje za mano prihaja, jaz sem s kirojem, da lahko kaj več pogledam. Drugače pa toplo. Moram reči, že sem samo v majici, pa me kar fajn žge. Tako da se najraje slekel po morju. Mislim, da morje ima pa tam 24 stopinj še vedno, ta del. Tako da bi bilo to čez za voda, iti sem. Ne grem. Včeraj zvečer mehanika ni bilo, kot smo bili dogovorjeni. Je prišel pa danes, tako kot se je rekalo, 8:30. Tako da je res prišel. Jaz sem mu povedal moje mišljenje, pa pokazal, pa kar sem posnel, pa po tehničnih navodilih. Glede na to, da sem itak po izobrazbi avtomehanik, sem v bistvu mu znal to razložiti. Zdaj stvar je taka, zdaj tle v moji kabini, problem je samo dostop do tega, ker če je rekel, če treba motor ven vzeti, kar je najprej kazalo, ker ne more zraven priti, je rekel 2 tedna sigurno, da bo trajalo. Tega sem se najbolj bal.
ampak sem jaz predlagal, da pač tle razdrem zadaj ta les pa vse, kar je logično, tako da pa je pa rekel, da zdaj je pa že lažje zraven prideti, ne, kar je spet logično. Tako da mu bom zdaj pomagal, sem rekel, da mu bom jaz pomagal, da to naredimo. Tako da zdaj pač sem nekaj že razdrl, vse moram fajn sčistiti, motor vžgati, pa še enkrat ugotoviti, kje je kaplje, pa potem bom prišel pa tako naprej. Zdaj, če je to, ko dvomim, pač ta O-ring, v bistvu semering, kakorkoli ta tesnilo, je rekel, da rab 48 ur nekje, da ga dobi, kar je relativno v redu. Se pravi, po najboljšem scenariju bi, no vem, pa ne 3 dneh lahko zapustil pač to marino, kar je res, bi bilo super, bi bil zadovoljen. Pač vem, da zdaj pač se je vse zamaknilo in te avionske karte, ki imajo na vse do Kanarskih, ampak se bo vsaj rešilo. Vam pa še pokažem. V bistvu tle sem vzel ta zgornji del dol, pa tle je bila ena stena, pa tle en podem, tako da se zdaj vidi lepo. Tukaj je recimo ležaj gredi tesnilo, ki pač preprečuje, da gre voda v jadrnico. No, to je menjalnik. Zdaj, moja domneva je, da pušča tukaj. To je ta tesnilo tlele noter. Se pravi, zdaj je lahek dostop do tukaj, tako da bo lahko, recimo, da odšraufal. Zdaj, se pravi, moja naloga je zdaj, da tole še do konca, da sem našprical, da razmastim malo. Zdaj moram pa to fajn sčistiti, doliti pravi nivo olja, vžgati motor, pa pustiti, da laufa. Varianta bi še bila, da pušča na gredi motorja, pa teče v menjalnik, pa potem ven sem rekel, da po mojem mišljenju ne, ker potem bi se nabiralo olje v menjalniku, bi bilo viška, ampak glede na to, da šipko ven vzameš, je suha, se pravi, da pušča samo na menjalniku, kar je bilo super. Evo, zdaj sem počistil se, dolil olje v menjalnik, zdaj sem pa vžgal motor. Pa bom pustil 10-15 minut, da laufa tako da samo na mestu, pa bom videl, če kaj pušča. S tem bom v bistvu videl, če mogoče na gredi motorja pušča tesnilo. Če ne, je verjetno sem takrat, ko je v pogonu motor. Zdaj od spodaj sem očistil se od spodaj. Tukaj sem pa podložil zdaj ta papir, zato, da bom lažje videl, kje kapljice prihajajo, v bistvu kje pušča. Zdaj zaenkrat gleda suho, se pravi ne pušča, drži. Se pravi, verjetno sem, ko se bo gred vrtela, ko bi gred vrtela, bo tlele puščalo in pol kaplje dol. Zdaj, če je to, niti ne vem, v glavno bom videl. Kakšne pol urce do urca bom zdaj to počel, da vidim, kje res pušča, pa bom kontaktiral mehanika. On je že vzel tip menjalnika, katere, zato da bo lahko naročil to tesnilo, kolikor je to, se pravi, zdaj hitim, da to ugotovim, da potem naročiva ta del, pa ne vem, kdaj se bova lotila to, da to snemeva. Upam, no, da bo v roku 3 dneh nekje, tukaj pričakujem. Rekel je 1-2 dni res, če bo to tesnilo prišlo, en dan še rečemo, ajde, zdaj pač to šraufanje, čakanje in tako naprej. Itak so pa tle vsi ultra cepljeni proti hitrosti, tako da. Ampak dobro. V končni fazi sprejmem tudi en teden sem, da bo, pa da lahko nadaljujem pot, ker drugače je pa kriza, če je kaj hujšega. Nikoli pa ne veš, jadrnica ni nova, vse bolj malo jih potuje z novimi jadrnicami, pa še na novimi se kaj zgodi, saj avto je isto. Tako da zdaj
Je pa malo slabe volje, pa malo sem nervozen zaradi tega, pa vse to pa je. Malo so se mi plani porušili. Zdaj, če bi bila samo Natalija z mano, pa jaz, pač si vzameš v zakup, boš pa en teden pač dlje časa tukaj, nisi neki na roke. Zdaj je pa tu še zadnje 14 dni, ki imam nekaj splanirano, da pridejo neki ljudje na obisk, pa tako. Da se pa zdaj porušili, mora nove karte nabaviti in tako naprej. Javim, kaj bo. Ugotovil sem, da mogoče ni tako strašno, ko izgleda, ampak je samo pri tem, ki je šipka, pri šipki puščalo. Tako zdaj sem dal tam eno tesnilo novo, pa navoj sem s tesnilno maso namazal. Tako upam, da bo v redu. Da kakšna urca dve stoji to, tako da bo vsaj malo prijelo. Zdaj lih hrenovke pečem, da nekaj na hitro pojem. Anita je šla tam Marino plačat, da pol se hitro odprava naprej, ker v soboto bi mogla iti čez Gibraltar, ker se bo veter obrnil. Tako da zdaj treba po starem planu, vsaj kako se da. Bo videla, kako bo napredovala, sicer zdaj kontra veter skozi, ampak se bo pa bolj obale držala. V obali malo manj piha, se pravi, da tudi malo manjši valovi, pa bomo mogoče lažje napredovala, kakšen milje več naredila, ampak še zmeraj boljš, ko pa da je kaj z motorjem narobe, pa sem 14 dni tukaj.